V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v predstavljenih prednostnih nalogah Ministrstva za promet za leto 2009 ugotavljamo, da naloge, ki jih bo ministrstvo izvajalo na področju izgradnje cestne in železniške infrastrukture, pravzaprav v celoti sledijo vsebinskim prioritetom in pa projektom iz resolucije o nacionalnih razvojnih projektih, ki pa so bili sprejeti že v mandatu prejšnje vlade in da na tem področju praktično ni nobenih sprememb. V prejšnjem mandatu se je občutno povečal delež proračunskih sredstev za projekte na področju državnih cest in železniške infrastrukture. Uvedba vinjet ni povzročila zaustavitve financiranja projektov strani avtocest. Občutek imamo, da gre pri tem bolj za zastraševanje domače javnosti, ki pa nima nobene realne podlage. Ekonomska analiza, ki bi upoštevala tudi širše vidike, sem prepričan, bi pokazala, da je s tem postal prometni sistem države bolj vzdržen. Predlagamo ministru za promet, vladi, da vinjetni sistem ohrani, predlagamo pa tudi, da v cilju večje pretočnosti prometa do glavne turistične sezone odstranijo vse obstoječe cestninske postaje. Zahteve 4 poslancev Brede Pečan, Marjana Križmana, Luka Jurija in Franka Jurija za izredno revizijo v Luki Koper po našem mnenju slabijo poslovni ugled najbolj uspešnega podjetja. Ne nasprotujemo revizijam, vendar pa menimo, da gre v tem primeru za obračun v politične namene, ki nima nobene zveze z dejanskim poslovanjem Luke in gre kar za neodgovorno dejanje. Podobno je minister za promet, še preden se je sploh seznanil s situacijo na slovenskih železnicah, javno objavil, da uprava slovenskih železnic ne uživa več njegovega zaupanja in s tem po našem mnenju posegal v pristojnosti nadzornega sveta slovenskih železnic, ki ima edini možnost imenovati in razreševati upravo. Po našem mnenju je šlo, podobno kot Luki Koper, za poskus politične zamenjave kadrov in nedovoljen pritisk na člane nadzornega sveta.